Na 158. Zoom širimo znanje, spreminjamo življenja. Danes se bo dogajalo marsikaj, tako kot ste dobili v sporočilu. Hvala Bogu, tukaj si lahko pogledate vse naša prejšnja predavanja, imate zdaj vse linke takoj že na začetku. In pa seveda, takoj preden začnemo, bomo pa potrdili naš pregled zapisnika iz prejšnjega srečanja. Najprej hvala Teji za čudovit, natančen, pedanten zapisnik. Teja, srčna hvala. In sedaj vas vse vprašam tukaj, ki ste danes prisotni, in vse, ki ste na Zoomu, ali ste pregledali zapisnik in ali ima kdo kakšno pripombo, naj pove sedaj. Tukaj v prostoru, v redu. Na Zoomu. Brez pripomb. Hvala lepa. Tako kot rečeno, brez pripomb, menim, da je zapisnik enoglasno sprejet in tudi naš zapisnik iz 57. Zoom srečanja Društva Belis z dne 30. marca 2024 gre v naš Belis arhiv. To je ta zapisnik, ki smo ga imeli. No, in če gremo naprej z našim današnjim programom, seveda takoj po tej predstavitvi bo z nami gospa Petra Žagar, Prebudite finančnega genija v sebi. Pripravite vprašanja med predavanji, ker vas bo sprovocirala. In pogovarjala sva se po telefonu in gospa Petra je rekla, veste kaj je tole, zelo malo sprašujejo ljudje, ali ne znajo, ali jih je sram. Pa dajmo mi tlele malo pokazati, da pa kakšno stvar znamo, da jo znamo tudi kaj vprašati, da bomo malo interaktivni po tistem, ko nas bo na pogovor povabila. In tudi tukaj v studiu se lahko potem k mikrofonu prijavite, če bi kdo imel seveda vprašanje za Petro, ker danes je malo več ljudi prišlo. Petra, hvala za to udeležbo, tako da to. Potem bomo imeli predsednico društva, ki bo povedala o duhovnem bogatstvu, ker materialno in duhovno mora biti uravnoteženo, tako smo tudi nocoj to nekako si zamislili nocojšnji večer. In pa 2045 okvirn čas je okviren, Babetina gostija, ki jo je gospa plačala z loterijskim dobitkom in je ves denar posvetila ljudem, oziroma za en večer celoten, v tistem času ogromen loterijski dobitek. Tako, v nadaljevanju prosim, če ste dobili elektronsko pošto, ne spreglejte. Aktualnih člankov pod razširjenim besedilom, v e-mailu sem vam vse to poslal, in pa arhivske posnetke naših prejšnjih srečanj. In pa danes, seveda, ko govorimo o financah, ko govorimo o tej čarobni zadevi, a veste, vsak od vas in od nas je zadev na loteriji, Društvo Belis je za to poskrbelo z neko literaturo. In če boste šli naprej, bomo skozi to, gledajte, na loteriji sem zadela, skozi ta film, zares čudovita zgodba o vsakdanji strasti, čarovniji in čudežih, ki jih bomo pričali. Če boste imeli čas, vas povabim, da bomo to pogledali. Film je klasika iz leta 1987 in res čudovit. In ta zgodba pove seveda marsikaj. In to je ta večerja, ki je stala cel premoženje. Zakaj in kako, pa bomo videli potem, če boste še z nami. To je pa ta drugi pogled na ta film, ki sem si ga jaz nekako zamislil, z nocojšnjo gostjo seveda, in to je darilo Društva Belis za vas. Poleg njenega predavanja, ki ga dela pro bono, hvala gospa Petra, in pa pro bono imate danes tudi tole, da ste zadeli na loteriji, To je ta loterijski listek, ki je iz filma, iz tistega časa, In vaš današnji loterijski zadetek v e-mailu so 3 knjige za vašo finančno pismenost, ki vam lahko spremenijo življenje in ki si jih lahko zastonj prenesete v vaš računalnik. Vsem so podarjene zadetek A, B, C. In sicer mislimo na veliko, mislimo tako, da rastemo bogati, in pa seveda miselnost milijonarja, in dajmo pritegniti k sebi pozitivne misli in tako. Petro smo že pritegnili, tako da Petra, hvala še enkrat. Kar se pa tiče naših srečanj, vas pa povabimo v torkove večere, kjer imamo zelo zanimive zgodbe, zelo zanimive vroče debate. In zdajle v torek bomo imeli solidarnost v boju za lokalne interese.
Imeli bomo razpravo o pomenu solidarnosti med prebivalci pri boju za zaščito lokalnih interesov in pravic. Dragi moji, če se mi ne bomo drug za drugega postavili, kdo se bo potem za nas postavil? Vabljeni torej v torek, da se pridružite. V nadaljevanju pa seveda imamo še nekaj novic po svetu. Dobil sem informacijo, da gre za medicinski modus operandi, kjer se po vsem svetu iste operacije dogajajo, da medicina, to, kar je bila, ni več in ljudje v bistvu pravzaprav umirajo na veliko, tudi na urgencah, ker urgentni bloki sploh ne delujejo več zaradi pomanjkanja osebja.